Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Vsako leto največji proizvajalci mobilnih telefonov predstavijo njihove flagship modele. In pri Applu je letos na vrsti številka 13. Letos so predstavili 4 modele telefonov. To so iPhone 13 mini, iPhone 13, navaden iPhone 13, pa gremo na večji rank iPhone 13 Pro in pa iPhone 13 Pro Max, torej Max večji. Če se spomnite, sem na tem kanalu pred 4 leti predstavil iPhone 10. Skoraj sem bil prvi v Sloveniji. To je tudi moj najbolj gledan video. In samo imam iPhone 10 oziroma X10, ga bom klical bilo kak. In danes imam spet po dolgem času možnost, da vam predstavim spet neki novi iPhone in to najboljši iPhone, iPhone 13 Pro Max. Tukaj imam v tej vrečki in pripravite se na ta review, ker je telefon res dober, pa lajkajte video, tega ne pozabite. Po iPhone 13 Pro Max sem šel v Sgermobil, kjer je tudi največja ponudba telefonov. Evo, pa pogled to. Ampak jaz mislim, da je čas, da si najprej pogledate unboxing. Zdaj pa začnimo z unboxingom. Prvo, kot vidite, iPhone 13 nima več tiste plastike, ko smo vsi tak satisfying dol potegnili. Tako pri iPhone 10, ko sem jaz naredil review. To mogoče malo pogrešam, ampak oni zdaj hočejo biti prijazni naravi, se izogibati plastike. In če tudi pogledamo, vidimo, da je dosti bolj tanka škatla. Zdaj se sprašujete, zakaj lepše zgleda. Ja, noter ni več polnilca. Ja, je kabel brez skrbi, ampak ni več tega dela. Tudi to pogrešam. Apple zakaj? Spet hočejo biti prijazni do narave, ampak vseeno pogrešam to noter. Ampak mislim, da so zdaj tudi drugi proizvajalci telefonov začeli to delati, da hočejo biti čim bolj prijazni naravi. Po eni strani prav, ker te telefone valjda kupuje po 100 milijonov ljudi in je neka razlika, ampak se moramo navaditi. Je pa res, da če kupiš novega, imaš neki dodatni strošek, ki ga vsi nočemo imeti. Ampak dobro, moramo se sprijazniti. Druga stvar, ki manjka noter pri iPhone 13, pa so slušalke. Ni noter slušalk. Že ko sem imel druge telefone, sem redko kdaj uporabil tiste slušalke, ko sem imel noter, ker imam tako zdaj brezžične slušalke in ne bom nekaj fejs pogrešal, ampak vseeno neka malenkost, ko jo boste mogoče vi pogrešali. Mene tako ne moti. Zdaj pa gremo končno k unboxingu. Tako sem rekel, ni več tistega, da je mi dol potegnili, ampak če obrnemo, imamo pa na tej strani. Me prav zanima, če je to tako satisfying, ko je bilo. Mislim, da ne bo tako fejst, ampak vseeno bo, ne vem, no, bomo videli. Ena stran, pa druga stran. V bistvu, to je to, za lahko jaz telefon obrnem in ga odprem. Ni bo tako satisfying, vam lahko povem, tisto bo dosti bolj satisfying, ampak dobro. Odprimo. Oh my god, kaj pa to? Jaz zdaj prvič vidim iPhone 13 Pro Max in sem že špuknil na njega. Ta barva se imenuje Sierra Blue. Je prvič zdaj pri iPhonih in mi je hudo všeč, zato sem si jo tudi izbral. Imel sem iPhone 5S, ki sem ga nažalost zgubil. Imam eno slabo novico, zgubil sem moj telefon, konkretno pa gre za iPhone 5S, belo-zlati. Tisti je bil, mislim, zlate barve, potem sem imel iPhone 7, ki je bil črne barve, zdaj pa sem hotel malo preklopiti na neko čisto novo barvo, ki še ni bila, in to je Sierra Blue in mi je hudo všeč. Tako sem že povedal, to je iPhone 13 Pro Max in če vam zdaj Madonna, kakšne dobre oblike je. Čist drugačen kot 10, ker jaz nisem imel 11, jaz nisem imel 12 in zdaj imam 13 in alo, le to. To mora hitro, vidite gore. Ampak da vam pokažem primerjavo z iPhoneom 1. Prosim, pogledajte to primerjavo. Prvi iPhone in nekaj več ste zadnji najboljši iPhone. Je kar razlika, ne? Ampak zdaj še vsi čakamo na ta del, da hitro to odpremo. Ok, to pa je satisfying, to pa priznam. Viš, to pogrešam pri celem iPhoneu, da bo vsaki pil satisfying. Ampak alo, iPhone zgleda amazing, prisežem. Jaz sem prav nadušen, ker ne vem po kolikih letih imam zdaj spet iPhone nazaj, ker vmes sem imel Huawei, potem sem imel Samsunga, torej sem bil na Androidu in zdaj sem preklopil spet na iOS oziroma Apple, oziroma iPhone, no. Dajmo malo telefon na stran, pa pogledamo, kaj še noter dobim.
noter dobiš telefon, kabel, ki gre iz USB-C v ta navaden od Appla polnilec. Ta si moram kupiti, če ta ultra super charger, kako se imenuje ta hiter charger, kot je full telefon hitro napolni, ki me bo stalo tudi približno 30 €, so mi danes mislim napovedali, nekaj takega. Ampak gledaj, dobro, bomo teh 30 € dali, da si lahko telefon polnimo, ne? Noter pa mislim, še dobimo pol njihove nalepke, se mi zdi, upam, še, uganjajte kaj, eno nalepko dajo, ne? Tudi mislim, da neki drugi papir, se mi zdi tudi bolj ekološko prijazen, ampak pustimo to. Navodila, ki jih noben živel ni prebral, se mi zdi, da so vse navodila, ne vem, to nisem nikoli. In pa, da lahko si dam noter SIM kartico, ne? Je pa tudi mislim, da fora, da lahko imam pri tem telefonu, že pri prejšnjem je bilo, da lahko imaš ti to elektronsko SIM kartico, če sem prav razumel. Tada v bistvu na koncu mogoče tega sploh ne bom rabil. To pa mislim, da je to. Tada Apple, hvala za telefon in polnilec in pa eno jabko. Za kar masen denar, no? Ampak gled, telefon pa je pravi bist. Sploh ne rajem kamere, se mi zdi, za one profesionalne za videe. Ta telefon, torej iPhone 13 Pro Max, že uporabljam približno en teden. In vam lahko povem, kaj mi najbolj izstopa pri tem telefonu. Če bi jaz hotel narediti zelo natančen review tega telefona, bi video trajal 2 uri pa pol, 3 ure. Ampak noben noče tega gleda, vse meni se ne da. Zato vam jaz predstavljam neke stvari, ki so meni najbolj zanimive in ki izstopajo pri tem telefonu. Prva stvar, ki me je navdušila, je bila baterija. Jaz sem imel že iPhone 5S, pol sem imel tudi 7-ko in baterija ni bila najmočnejša. Ni mi ful dolgo zdržala, ker jaz sem drugače kar dolgo na telefonu zdaj. Jaz sem na dan po 6-7 ur na telefonu. In ja, vem, zgražali se boste, ampak tudi vi ste mogoče tako dolgo, pa se sploh ne zavedate. Ampak ta telefon mi omogoča, da sem čisto celi dan na telefonu in mi ostane baterija polna, da si niti enkrat ne rabim iti telefona polniti. Zdaj pa en primer. Včeraj sem imel normalno pouk, vmes bil med odmori na telefonu, po pouku bil na telefonu doma, pač jaz sem res redno na telefonu, gledam YouTube videe, TikTok, kakšne storije objavljam, pišem si. In moj prejšnji telefon, jaz si bi ga mogel dobesedno polniti, ko bi prišel iz šole. Torej, teh 8 ur, ko je bil v šoli, bi mogel priti domov in si polniti telefon, ugani kaj, šel sem spat z 30%, s 30% pa sem bil cel dan hudosti na telefonu, tada veš, da baterija je res močna in dobra. Druga stvar, ki sem si jo posebej zapomnil in mi je izstopala, bila ekran. Ekran je res hudo čist, slika je crispy, čista, res se mi zdi, da je boljše kot pri drugih iPhonov in je. Pri prejšnjih iPhonih je bilo osveževanje zaslona 60 Hz. Ugani koliko na tem? Od 10 do 120. Ampak ja, kaj to pomeni? Ja, telefon ti sam uravnava osveževanje ekrana. To pomeni, če jaz igram neko igrico, bom valjda potreboval 120 Hz. Bo me delalo ful na hitro. Če pa jaz scrollam dol po Facebooku, pa telefon rabi samo 10, 20, 30 Hz in mi tudi zaradi tega porablja manj baterije in zato lahko grem spat s 30%. Ampak res vidi se razlika, kaj je to 60 Hz, pa kaj je to 120 Hz. Vam lahko jaz povem, ko sem dobesedno skoraj cele dneve na telefonu, lahko rečem, malo pretiravam, ampak mislim, da to jaz najboljše vidim, no. Drugače, ekran je top tehnologije, OLED, drugače pa še ena dobra stvar pri tem telefonu, ki sem jo sam opazil, pa sploh nisem vedel, je bila ta, da vse veste, ko ste na morju, lepo na plaži, pa vam sonce direkt noter šajna v telefon in nič ne vidite na vašem Instagramu, to, kaj si pišete, čisto nič. Ugani kaj, pri iPhone 13, torej pri vseh 13-kah, tega problema ne boš imel. Zaradi tega, ker je svetilnost res odlična in bodi brez skrbi, ko greš naslednjič na morje, ne skrbi, da te bo sonce motlo, boš lahko ti lepo pisal tvojim puncam. Pri iPhone 13 imaš zdaj dva zvočnika, ene spodaj, ene zgoraj, in imaš res dober prostorski zvok, to vam lahko sam povem, ker dosti poslušam glasbe, bom tudi en primer pol, težko je zdaj poslušati skozi ta mikrofon, mogli biti tudi, da se sami prepričate, ampak vseeno bom dal en primer. Špjeh pa klabase, poharcam vsem paše, zram fižola zilam gri, cvirki pa maripice. Sem ti rekel? Sem pa presenečen, da iPhone še kar ni odmaknil tega zavihka, temu drugače rečejo noč, ker je kar malo annoying, lahko rečem. V tem zavihku je drugače kamera, pa mislim, da so neki senzori še noter, ampak če je to lahko Samsung skril, mislim, da bi tudi lahko Apple. Jaz vedno bolj mislim, da ima Tim Cook neki fetiš na te zavihke. Pa veste zakaj?
Appleovi novi računalniki, torej MacBook Pro-ji, bodo zdaj tudi po novem imeli te zavihke. Meni ni najbolj všečno. Zdaj pa gremo na glavni del tega telefona in mislim, da meni najpomembnejši del. In to je kamera. iPhone 13 Pro ima še vedno 3 kamere od zadaj. Ampak če dobro pogledate, vidite, da so objektivi bistveno večji kot pa na iPhone 12. Segajo pa kar skoraj do polovice širine telefona, kar je že kar dosti. Enim to ni všeč, ampak mene bistvo ne moti, no. Vse 3 kamere imajo ločljivost 12 megapikslov. Pomembno je poudariti, da ena izmed njih omogoča 3-kratni optični zoom. Do velike izboljšave je prišlo pri ultrawide kameri, ki zdaj vedno več svetlobe zajema po noči in je slika vedno boljša, ker vemo, da na 12 pa 11 ni bila glih najboljša. In kamera, seveda, vedno boljša je, pri vsakem iPhonu bo vedno boljša, ampak to itak vsi pričakujemo, to nič ni posebnega. Kaj pa je posebno pri kameri pa je to, da imajo novi cinematic mode, kjer ti telefon omogoča, da ti res tako hudo dobro snemaš, kot da bi snemal s kamero in z njihovo opremo, ki je vredna več tisoč evrov. To pomeni, da snemamo na način, kot da bi snemali film, ampak brez da nekaj razlagam, najboljše, da si pogledamo primer, kjer sem posnel z Marcelom nekaj sem sam posnel in res slika je perfektna. To bom večkrat uporabljal. Kot vidite, sistem sam fokusira različne obraze, predmete. Ena res dobra stvar, ki so še pa dodali, pa je ta, da lahko ti v postprodukciji, torej ko ti editaš video na tem telefonu, lahko sam določiš, kje bo fokus. Torej, če si slučajno narobe posnel, pa je fokus na drevesu, ne pa na osebi, lahko ti to vse lepo pol obrneš in evo, že imaš fokusirano osebo brez problema. Apple pa je tudi dodal makrokamero, kjer se moraš ti približno 2 cm približati predmetu in ti on avtomatsko, torej sam ti nastavi na makro mode in lahko ti lepo fotografiraš zelo od blizu in zelo natančno. In veš kaj, sploh niso ta slabe slike, no zdaj se vam malo opisal te 3 objektive. Na vrhu pa še imamo flash, to vsi poznamo, imamo pa neko novo stvar, je pa ta črna manjša pikica. To pa je LiDAR scanner, ampak zdaj se sprašujete, kaj je to, tudi jaz sem se spraševal. iPhone 13 Pro nam omogoča, da mi prostor, predmet, bilo kaj 3D skeniramo. Ja, ti lepo skeniraš celotno sobo ali pa predmet in ti ven dobiš 3D sliko tega predmeta oziroma te sobe. Ni to cool? Mogoče niste vedeli, ampak Apple nikoli ni omogočal memory kartice. Tudi letos nas s prostorom ni razočaral. Vstopni model ima 128 GB, pol imaš 256 GB, 512 GB in pa 1 TB. Damn, to pa moraš dosti snemati, pa ogromno igric moraš imeti, da zapolniš ti 1 TB vsaka čast. Apple je spet dokazal, da niso samo eni izmed najboljših proizvajalcev telefonov na svetu, ampak so tudi umetniki. Vem, preko kamere si je težko predstavljati, ampak če bi vi imeli njihove izdelke oziroma ta telefon, še posebej v roki, bi videli kvaliteto, kako je to sestavljeno, kako hudo kristalna slika je, kako dobra je kamera, kako dolgo baterija zdrži. To so še posebej jaz srečen, ker tako sem rekel, pri prejšnjem telefonu je bila slaba baterija. In me to kar reši, ampak res, to si težko predstavljate in je to res moje mnenje. Vsakemu priporočam, vam moram povedati, da z razlogom so največja firma na svetu. Alo, dobro me poslušaj, ne idi še dol z videa. Zdaj, ko sodelujem z Germobilom, bom občasno njihov gost na njihovem YouTube kanalu. Tam bom včasih posnel kaki minutni namig in ogani kaj, prvega sem že posnel. Stisni hitno link, ki je spodaj v opisu in idi pogledati ta minutni namig. Seveda, naroči se na njihov kanal zaradi tega, ker bom imel tu kakšne nagradne igre in vam povem, da sem zrihtal tudi kako večjo nagradno igro.
ni zakaj, ampak valjda njim se zahvalite, idite si pogledati ta video, lajkajte ga seveda in se naročite na njihov kanal. Drugače, to je bilo vse, danes, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, idite na moj Instagram profil in TikTok profil Jack on the Box Slow. Vse imate spodaj v opisu, ne skrbite, pa valjda lajkajte ta video, naročite se na ta kanal. Z Oscarom pa gremo zdaj. Pa hitro idite pogledati minutni namig. Kaj ti boliš?